Srečni otroci žive med resničnostjo in fantazijo in po neskončni silini hite za neizpolnjeno čarovnijo. Njihov korak je majhen, a čvrst, mika skrivnostih in dalja, a kadar je treba, iztegnejo prst na golega kralja. Čez dan se zemlja vrti okrog njih, kakor okrog sonca, in srečo mednje deli kakšna prijazna pikapolonca. Zvečer so trudni in brez besed padajo staršem v naročje in gledajo božji svet kot modreci, po otročje. Lepo pozdravljeni vsi, ki ste se udeležili današnjega dneva odprtih vrat Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina. Letos se srečamo nekoliko drugače, virtualno, zato vas že zdaj vabim k postavljanju vprašanj. Postavite jih lahko v komentarje tukaj spodaj pod tem videom, na koncu srečanja pa vam bodo skušali naši strokovni delavci nanje čim bolj celostno odgovoriti. Čeprav poteka današnje srečanje nadaljavo, verjamem, da boste tudi tako lahko začutili utrip naših prostorov. Toliko bolj, ko jih napolnjujejo iskreni in veseli glasovi naših dijakinj in dijakov. Na začetku našega srečanja so vas pozdravile besede Toneta Pavčka, posvečene otrokom in vsem, ki delamo z njimi. In zdijo se odlična iztočnica za predstavitev programa predšolska vzgoja, ki poleg gimnazijskega tvori celostno podobo naše šole. O tem, kako zelo pomemben je program predšolske vzgoje za nas in širšo lokalno skupnost, bo spregovoril ravnatelj Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina, gospod Andrej Rutar. Lepo pozdravljeni. Na šoli smo odprli vrata zato, da bi nas nekoliko bolje spoznali pred odločitvijo glede nadaljevanja šolanja. Program predšolska vzgoja je čudovit in obenem tudi poučen za vseživljenjsko učenje. V tem programu pripravljamo dijake na plemenito delo, na vzgojo otrok, ko so najbolj učljivi. S tem lahko rečem, da na dolgi rok sodelujemo pri oblikovanju sveta. Omenil sem vseživljenjsko učenje zato, ker sem prepričan, da so veščine, ki odlikujejo dobrega vzgojitelja, zelo pomembne tudi na splošno na drugih področjih v življenju. Zelo spodbujamo sodelovanje in ustvarjalnost. Še nekaj bi želel izpostaviti na ravni cele šole. Za nas je vsak dijak pomemben. In za vsakega dijaka si želimo optimalen razvoj. Zavedamo se svoje vloge pri tem razvoju, zato se strokovni delavci stalno izobražujemo. To počnemo doma, v Sloveniji, pa tudi v tujini. Kot šola smo vključeni v številne razvojne projekte. Tu preizkušamo in razvijamo nove pristope z namenom, da bi dijaki usvojili čim več znanja in veščin, ter se dobro pripravili na poklic in na življenje. Učitelji se posvetijo vsakemu posamezniku. Mnogi ponujajo obšolske dejavnosti, pomagajo dijakom pred tekmovanji, pomagajo in sodelujejo z njimi na natečajih, pripravljajo jih na nastope, na prireditve, na nastope v vrtcih in podobno. Tudi dijaki dajejo pobude za aktivnosti in na šoli jim pomagamo pri realizaciji teh pobud. Povratne informacije od dijakov in staršev me navdajajo z optimizmom, da delamo prav. Menim, da so vzgojni in izobraževalni rezultati posledica prav zaupanja v sposobnosti dijakov. Mladi ste namreč sposobni več, kot se marsikomu zdi. In prav zato bomo na tej poti srčnosti, vedoželjnosti in ustvarjalnosti še kar naprej vztrajali. In vabim vas, da se nam pridružite na tej poti. Pilonovci stopamo po poti srčnosti, vedoželjnosti in ustvarjalnosti. Prav želja do dela z otroki, ustvarjalnost in kreativni pristopi k razumevanju njihovega mišljenja in doživljanja ter strokovna usposobljenost za grajenje pozitivnih odnosov z našimi najmlajšimi pri nas celostno prevevajo program predšolske vzgoje.
Besedo prepuščam svetovalni delavki Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina, gospe Tini Vrčon, da predstavi temeljne elemente omenjenega programa. Hvala za besedo. Najprej želim vsem učencem, bodočim dijakom in tudi njihovim staršem en lep dober dan. V naslednjih minutah se bomo na kratko sprehodili po glavnih značilnostih programa predšolske vzgoje, ob zaključku pa tudi pogledali našo spletno stran. Opozorila vas bom na tiste dele, kjer si lahko tudi kasneje sami iščete, pridobivate informacije, pogledate, kako poteka delo in življenje na naši šoli. Za začetek nekaj besed o sami šoli. Na šoli izvajamo 2 izobraževalna programa, to sta gimnazija in predšolska vzgoja. Obseg vpisa ostaja tudi v tem šolskem letu enak kot prejšnja leta. Na gimnazijskem programu razpisujemo 2 oddelka, na programu predšolske vzgoje pa je za bodoče dijake namenjenih 84 mest. V okviru šole deluje tudi dijaški dom, ki vsem dijakom iz oddaljenih krajev, večinoma so to dijaki predšolske vzgoje, omogoča bivanje v Ajdovščini ter šolanje na želenem programu. Kar je prednost naše šole, je aktivna vključenost v razne projekte. Razvojne projekte Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, pa tudi širše mednarodne projekte, kot je Erasmus. Tako udejstvovanje omogoča, da na šoli vpeljujemo v pouk sodobne načine dela in tako zagotavljamo dijakom spodbudno učno okolje. Poleg tega pa tudi sami zastavljamo in vpeljujemo lastne interne projekte, ki so odraz potreb naše šole. Oglejmo si sedaj malo pobliže program predšolske vzgoje. Ta je namenjen in primeren za vse mlade, ki jih veseli delo z otroki. Biti vzgojitelj predšolskih otrok je odgovoren poklic, ki zahteva veliko znanja, spretnosti, veščin in ustvarjalnosti. Spada med poklice, kjer je na prvem mestu odnos do ljudi, tako otrok kot tudi staršev in sodelavcev. Zato je pomembno, da je tisti, ki ga opravlja, odprt, komunikativen, nekdo, ki zna sprejemati druge in drugačne. To niso veščine, ki bi jih mladi že imeli usvojene, prav pa je, da so dijaki, ki se odločijo za šolanje na tem programu, pripravljeni na tem graditi. V grobem lahko predmetnik programa opišemo takole. Nekaj je splošnih predmetov, ki se jih učite vsa 4 leta. Vsa 4 leta vas spremlja tudi ustvarjalno izražanje. To zajema različna področja: glasbo, likovni pouk, ples, vsa 4 leta se učite tudi igranja klavirja. Prvi 2 leti šolanja so na predmetniku tudi ostali predmeti, ki jih poznate že iz osnovne šole. Intenzivno se strokovnemu področju posvetimo v 3. in 4. letniku. Splošni naravoslovni in družboslovni predmeti preidejo na področje predšolske vzgoje. Pri tem razmišljate, kako najmlajšim približati vsebine tako, da jih bodo razumeli. Podrobno pa se spoznate s strokovnim področjem predšolske vzgoje pri predmetih, kot so razvojna psihologija, pedagogika in metode dela s predšolskimi otroki, spoznate program dela oziroma kurikul v slovenskih vrtcih. Pomemben del predmetnika je praktično delo. Tega razdelimo na 2 dela. Praktičen pouk v strokovnih modulih je del pouka pri strokovnih predmetih, ki ni klasičen, teoretičen. Namenjen je bolj aktivnemu delu pouka, ustvarjanju, sodelovanju z vrtci, pripravljanju dejavnosti za najmlajše, bodisi v obliki izdelkov, delavnic ali pa predstav.
Drugi del je praktično usposabljanje pri delodajalcu. To, čemur po domače rečemo praksa. Tega se navadno dijaki najbolj veselijo in tu spoznajo, kaj zares pomeni biti vzgojitelj. Vse potrebno glede prakse urejamo na šoli. Dijaki opravljajo prakso v domačem kraju, kar pomeni, da so tudi tisti, ki bivajo v dijaškem domu, v tem času doma. Posebej bi izpostavila sodelovanje šole v projektu Erasmus, ki nam omogoča, da delu dijakov 3. in 4. letnika organiziramo prakso v tujini. Tako so naši dijaki gostovali že po mnogih vrtcih širom po Evropi. Tukaj je nekaj utrinkov iz tega praktičnega udejstvovanja. Sedaj ste že verjetno dobili občutek, da šolsko delo ne poteka le v klopeh, kjer dijaki poslušajo učiteljevo razlago. Marsikateri dan šolskega leta popestrimo in ga napravimo drugačnega, takega, da se za dolgo vtisne v spomin. Od nekaj urnih, enodnevnih, pa vse do večdnevnih, pestrih, raznolikih aktivnosti organiziramo za dijake obeh programov z namenom, da poleg znanja usvojijo tudi ostale veščine, kompetence, ki so pomembne za njihovo življenje in karierno pot. Takole pa izgledajo tile dnevi. Zaključek srednjega strokovnega izobraževanja predstavlja poklicna matura. Ta zajema 4 izpite. Slovenščino, strokovni izpit, ki zajema vsebine 4 strokovnih predmetov. Za 3. izpit dijak sam izbira, ali bo opravljal matematiko ali angleščino. Zadnji izpit pa je izpitni nastop, ki ga dijak opravi v vrtcu ter nato zagovarja pred komisijo na šoli. Po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko dijaki nadaljujejo šolanje na višješolskih in visokošolskih programih. Tak program je tudi študij predšolske vzgoje. Šolanje na univerzitetnih programih lahko nadaljujejo, če posamezna fakulteta dovoli vpis na program za opravljenim 5. predmetom splošne mature. Kar nekaj je takih programov na naših fakultetah, je pa v zadnjih letih opazen trend upoštevanja strokovnih vertikal. Kljub temu je nekaj pedagoških programov, ki ostajajo za poklicne maturante zaprti. Tistim, ki že imate željo, idejo glede študija, svetujem, da se že sedaj seznanite z vpisnimi pogoji vaših želenih programov. Preden se poslovimo, naj vam namenim še nekaj besed o odločitvi, ki vas čaka. Verjetno ste pred prvo večjo prelomnico v vašem življenju, pred prvo veliko odločitvijo, ki jo boste morali narediti. Vsak tak korak je sprva lahko negotov, previden, je korak v novo in neznano. Tako zaposleni in dijaki na šoli se tega zavedamo in temu v začetku šolskega leta namenimo posebno pozornost. Zato, da je uvodni čas v srednješolska leta prijeten in spodbuden. Ob tem, ko se boste dokončno odločali, kam po osnovni šoli, se vam bodo verjetno še pojavila vprašanja. Sama sem vam na voljo, da vam pomagam najti odgovore nanje. Lahko mi pišete, potem, ko se bomo vrnili v šole, se pa lahko tudi slišimo po telefonu. Sedaj pa se na kratko sprehodimo še po naši spletni strani. Takole izgleda, verjetno vam je sedaj že poznana. Tukaj ste dostopali do današnjih dogodkov in
tukaj na tej vstopni strani boste našli tudi vse aktualne informacije kasneje glede informativnih dnevov, pa tudi glede vpisa v našo šolo. Na desni strani najdete publikacijo naše šole. Nižje, ko se spustite, si lahko ogledate predstavitveni video, ki so ga pripravili dijaki skupaj z učitelji. Lahko dostopate do našega YouTube kanala in pa do naše Facebook strani. Da ne bo vse tako suhoparno, samo v besedi, si lahko tukaj v galeriji dogodkov ogledate v obliki fotografij, nekaj je tudi videoposnetkov, kako potekajo naše dnevi, nekaj utrinkov iz naših prireditev in pa drugih aktivnosti. Opozorila oziroma usmerila bi vas tudi tukaj na tale zavihek projekti. O projektih sem vam nekaj na kratko povedala. Tukaj lahko bolj podrobno pogledate, kje vse se udejstvujemo in pa mogoče kot zanimivost pogledate naše delo in sodelovanje v projektu Erasmus. To, kar vam bo v tem prihajajočem obdobju aktualno, je pa seveda tudi vse informacije, ki so vezane na vpis v šolo, v srednjo šolo, pri zavihku svetovalna služba, tukaj pri vpisu v šolo, boste našli vse pomembne datume, vse pomembne informacije vezane na vpis v naša dva programa. Takole. Toliko iz moje strani, na kratko o našem programu predšolska vzgoja. Nekaj boste videli še v nadaljevanju. Jaz vam ob zaključku želim prijeten, miren, malce drugačen decembrski praznični čas, v novem šolskem letu pa seveda, da bi se čim prej vrnili v šolske klopi. Srečno! Dan odprtih vrat ponuja vpogled tudi v aktivnosti, ki jih na naši šoli ne primanjkuje. Obiskovalci se navadno sprehodijo po razredih, si ogledajo izdelke dijakov in prisluhnejo predstavitvam posameznih profesorjev. Da zato tudi danes ne bi bili preveč prikrajšani, je multiplikator Samuel Farsur, ki s svojimi idejami še dodatno bogati oba programa, v sodelovanju z dijaki pripravil zanimiv prispevek. Oglejmo si ga. Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina je odlična izbira za vpis. Sama sem se vpisala na predšolski program, saj si želim v življenju postati razredna učiteljica. Rada bi poučevala otroke in jim delila novo znanje. Učitelji so nam vedno na voljo in nam ob težavah priskočijo na pomoč. S sošolci smo povezani, se razumemo in sedaj v času pouka na daljavo si med seboj pomagamo. Prvega šolskega dne pa se bom še dolgo spominjala. Naša razredničarka nas je prisrčno pozdravila in nam podrobneje predstavila program. Istega dne so nas prišli pozdraviti nekateri dijaki četrtih letnikov in nam dodali zagona za prihajajoča leta. Komaj čakam vrnitve v šolske klopi in praks pri otrocih v vrtcu. Srednjo šolo Veno Pilon sem izbrala zato, ker me je od nekdaj veselilo delo z otroki. Najboljša izkušnja, ki sem jo doživela, je bila ta, da smo dijaki imeli možnost opravljanja prakse v tujini. Na naši šoli mi je najbolj všeč to, da se lahko tisti, ki imajo glasbo še posebej radi, pišejo v glasbeni razred. Če imaš tudi ti rad delo z otroki, imaš rad glasbo in si želiš postati vzgojitelj, menim, da je Srednja šola Veno Pilon tvoja prava izbira. Sem Felix Možina, dijak 4. letnika gimnazije Srednje šole Veno Pilon. In za šolo sem se odločil prav zaradi njene bližine mojemu domu. Vendar to ni glavna kvaliteta. Glavna kvaliteta se skriva v pristopu učiteljev, ki je skrati domač in profesionalen. Vredno je izpostaviti, da je ta pristop najbolj opazen pri predmetih, kot sta angleščina in matematika.
Učitelji spodbujajo kritično mišljenje, ki se potencira znotraj debatiranja, ki pa poteka izven klasične šolske paradigme oziroma vzorcev delovanja. Živijo, sem Gaja, dijakinja prvega letnika srednje šole Veno Pilon. Za to šolo sem se odločila predvsem zaradi tega, ker si v prihodnosti želim delati z otroci in zato sem izbrala program predšolske vzgoje. Na šoli mi res všeč to, da se počuti sproščeno in domače, tudi profesori so zelo prijazni, so ti vedno pripravljeni pomagati in da sem izbrala to šolo je bila vsekakor moja najboljša odločitev. Srednjo šolo Veno Pilon sem izbrala, saj me je pritegnil občutek domačnosti na šoli. Učitelji se vsakemu posamezniku posvetijo na način, ki mu bo najbolj ustrezal. Vsak dijak lahko najde aktivnost, ki jo lahko goji izven učilnice, od športnih dejavnosti do medijskih skupin. Obzorja na mentori širijo tudi s sodelovanjem z domačimi in celo mednarodnimi organizacijami. To nam omogoči, da razvijamo svoje kompetence in se naučimo procesa razvijanja svojih idej. Na srednjo šolo Veno Pilona sem se vpisala, saj me je prepričal informativni dan, ki sem ga obiskala v decembru, ter sem od nje dobila veliko dobrih pohval in mnenj od dijakov, ki so ter še vedno obiskujejo srednjo šolo Veno Pilona. Odločitve o vpisu ne obžalujem, saj sem v teh 3 mesecih in pol spoznala veliko novih prijateljev ter profesorjev, ki so ti vedno pripravljeni pomagati ter sodelovati s teboj. Ko sem se odločala med gimnazijami v naši regiji, je ta prevladala predvsem zaradi bližine športnega centra v Ajdovščini, ker treniram plavanje in tako uspem priti na trening. Naj poudarim izjemno pestrost razvojnih projektov na naši šoli, kot je podcast, kjer se ob zanimivih temah lahko sami izražamo, lansko leto celo v francoskem jeziku, pa mednarodne dejavnosti, to so izmenjave dijakov, ki so izjemna in nepozabna izkušnja in katere bi bilo škoda zamuditi. Če bi imela možnost, bi z veseljem vse to doživela še enkrat. Bonjour, je suis Laura et je vais présenter ma maison de rêve. Je rêve de voir une maison située dans le sud de la France, près de la mer. J'adore la Provence et les Côtes d'Azur parce qu'il y a un climat idéal là-bas et beaucoup de beaux paysages. Les gens ont un mode de vie plus paisible. Dober dan, sem Felix Zamožina in sem eden izmed tistih članov, ki smo se odločili, da bomo našim dijakom srednje šole Veno Pilon ponudili poslušanje podcastov. Kot prvo, hvala Felix, sicer virtualno za predanje besede. In sedaj torej kar. Jaz sem Nika. In jaz sem Zala. In danes bomo govorili o karanteni. Torej, spet smo na podobnem mestu, kot smo bili marca na začetku. Ja, precej. Ja. Če želim, lahko spremenim svet. Star sem 15 let in velikokrat razmišljam, kako bi spremenil svet, da bo prijazen za vse ljudi. Želim si brati in slišati o svetu brez vojn,
lakote, nasilja, sovraštva, rasizma. Na televiziji želim gledati obraze srečnih ljudi. Veliko srečo imam, da o neprijetnih resnicah le berem in slišim in da živim v svobodni državi med ljudmi, ki me imajo radi. S tem smo dan odprtih vrat srednje šole Veno Pilon Ajdovščina pripeljali do konca. Seznanili smo vas s številnimi informacijami, obenem pa verjamem, da smo vas spodbudili k morebitnim vprašanjem. Naši strokovni sodelavci so vam na voljo. S svojimi vprašanji se lahko tudi po dogodku še vedno obrnete na našo svetovalno delavko ali vodstvo naše šole. Na tem mestu vas povabim na še 2 spletna dogodka naše šole, in sicer na spletno predstavitev Ajdovskega dijaškega doma in na predstavitev programa gimnazije Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina. Lepo vabljeni, da si jo ogledate. Naj to srečanje tudi zaključim s Pavčkovimi besedami iz pesmi Pesem o reki. Teči torej, preprosto kot reka, od izvira pa do izliva. In ne pozabi, kako so lepa naročja vrb, kamor skriva pesmice veter in obzorja nedosegljiva. Dragi bodoči dijaki in dijakinje, naj vas ob izbiri nadaljnjega šolanja vodita razum in srce. Iz prihajajočih srednješolskih let iztisnite čim več, znanja vsekakor, a ne pozabite se na tej poti tudi ustaviti in občudovati lepote, ki vas obdaja. Srečno!